kako resna ekološka bomba je industrijska cona Laze, se je potrdilo ponovno oziroma se potrjuje vedno znova, tokrat s požarom v livarni. Kaj ocenjujete, kakšne so posledice tega dogajanja, za katerega se zdi, da ga odgovorni vedno znova poskušajo zminimalizirati? Posledice bojo šele vidne v prihodnosti. Alpe Adria Green bo poslala na vse možne inštance po izvedbe, kaj se je v resnici zgodilo. Posamezne podatke dobivamo zelo počasi in so včasih tudi različni od uradnih podatkov. Mislim pa, da je to izjemno resna stvar in da se skrajno neresno s to tematiko tako lokalna politika kot državna politika ubada. Tukaj gre za okoljsko veliko lokalno škodo, ki je bila dokazana že leta 2016, pa še kar naprej ni rešena zadeva. Gre za predpostavke, ki morda niso točne, ki jih dajejo o odgovornosti za vse te projekte industrije tukaj in ki v glavnem izločajo industrijo, industrijske deležnike v Lazah kot možne odgovorne onesnaževalce industrijske cone Laze in ne samo industrijske, tudi Nature 2000, ki je tukaj v neposredni bližini. Gre za enega najlepših koncev, ki ga je Kranj imel, danes pa je to opustošeno območje. Po navedbah Zavoda za varstvo narave bi morali postopati skrajno drugačno, skrajno previdno, z vrstami, ki so avtohtone tukaj in ne samo, da so avtohtone, tudi so indikatorji čistega okolja. Nekatere pa so že zdavnaj izginile iz tega območja, druge so skrajno prizadete. Zavod za varstvo narave, ki je eminenten slovenski zavod, pa je zaukazal, da tako rečemo oblastem, da zgradi meteorno kanalizacijo, ki bi morda te vode iz manipulativnih površin in iz streh teh objektov speljala drugam. Ne pa v Sorško reko, ki je vodonosnik, zaščiten vodonosnik z odredbo. A to se še vedno ni zgodilo in zdi se, da mestna občina Kranj tu nikakor ne igra vloge, ki ji pritiče, vloge, s katero bi se postavila v bran bližnjim prebivalcem, pa tudi prebivalcem nekoliko širše okolice Laz. Moram reči, da smo obupani tako naravovarstveniki, ki poznamo zgodovino Laz, kot prebivalci Laz, ki ne verjamejo več nikomur v tej industrijski coni. Kar delajo lokalne oblasti, je za lastno promocijo se tukaj prestavlja pohištvo, da tako rečem, v Lazah, to pa, da hiša gori, pa nikogar ne zanima. Tako se zdi. Mimogrede se izloča in faktor industrijskih deležnikov v Lazah, velikih onesnaževalcev, ki lahko ob katastrofi, ob takih požarih uničijo velik del habitatov v Lazah, avtohtonih habitatov, pa ne samo to, lahko tudi ogrozijo rezervni rezervoar podtalnice pod Sorško reko oziroma pod Sorškim poljem. In to bi najbrž za nekoga, ki danes trdi, da smo civilne iniciative, ne bodi ga treba v Lazah, da ne razumemo privatne, svobodne gospodarske pobude, samo nepotreben strošek, ampak za ljudi, ki tukaj trpijo, ki tukaj živijo, ki morajo živeti ob tej coni in ki so bili pred to cono, že da rečem tako, avtohtoni prebivalci in domačini, je pa to živ pekel. In pri tem ni odveč omeniti, da bližnji stanovalci živijo le nekaj 10 metrov stran od teh industrijskih objektov, pri katerih pravzaprav človek težko potrdi, kako zelo škodljivi so, kajti vemo, da je pri nas ureditev takšna, da onesnaževalci lahko nadzorujejo sami sebe. Tako da tule bo treba
narediti še veliko, veliko v smeri zaščite ljudi, zaščite zdravja, kaj ne? Strinjam se, zelo se strinjam. Tudi javnost bi najbrž morala odigrati svojo vlogo in sem vam hvaležen, da ste prišli vsaj vi poslikati, pa to se pravi, se pozanimati o resničnih dejstvih. Dejstvo je, da bi ta požar ne bil tako hitro omejen, če ga ne bi domačini opazili. Ne zaposlenih menda ni bilo. Tukaj domačin pa je prijavil požar in zato morda rešil to cono tudi veliko večje katastrofe. Kaj točno pa pomeni ta požar, pa v tem trenutku ne moremo reči. Vseeno računamo na strokovne službe Republike Slovenije, da bo opravila svoje delo korektno, da bo tudi vse možne vplive neugodne na okolje in na ljudi preverila in da bo preventivno zaščitila to okolje. Za razliko od Ekola, ki je v neposredni bližini tamle in ima svoje prostore, svoje manipulativne površine pod neposrednim nadzorom 24 ur na dan, seveda te preostali objekti tega nimajo. In zato je lahko tudi prišlo do tazga požara in morda skrajnega roka za ukrepanje. Treba pa je pohvaliti gasilce, ki so pač rešili, kar se še rešiti da. Zdaj je na potezi država, da končno ugotovi korektno, kdo je odgovoren za okoljsko škodo, kdo je odgovoren za vse te požare in da ne izloča faktorjev naprej. Mestna občina Kranj se nenadoma pojavlja kot deležnik v tem procesu ugotavljanja okoljske škode, kljub temu, da nima statusa in nikoli ni zaprosila za status stranskega udeleženca v postopku, medtem ko pa Alpe Adria Green, ki je stranski udeleženec v postopku po sklepu ARSA, sploh ne dobi nobenih informacij. Medtem se določajo odgovorni tukaj, seveda zvalijo krivdo nemudoma na fekalno kanalizacijo, na stara bremena, ne vem na koga še. To, kar imajo pa pred nosom, se pa mirno izpušča. Mi ne rečemo, da gre za izključno krivdo, ampak ti vplivi niso zanemarljivi. Jaz mislim, da je zdaj to očitno po vseh teh požarih in po vseh teh katastrofah, ki smo jim bili strašno blizu.